Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes vam preberem pravljico o gasilcu Luki. Napnite ušesa in mi prisluhnite. V gozdičku za Hruškovo ulico živali že dolgo niso imele več mirnega spanca. Nekdo je iz njihovih shramb in vrtov odnašal hrano. Če se bo tako nadaljevalo, je zaskrbelo zajčico Zaliko, mi bo začelo primanjkovati svežega zelja in zdravilnega korenja za mojega bolnega zajčka Zdravka. Hruške skrivnostno izginjajo, je dodal medved Marko. Tudi gobe, je ugotavljal volk Vili. A še preden so živali uspele najti krivca, se je zgodilo nekaj strašnega. V gozdu je izbruhnil velikanski požar. Gori, 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 so kričale živali in bežale na vse strani. Kje? Se je zdrznil gasilec Bober Luka, ko je do njega pritekla lisica Lina. Pri 3 kostanjih, je povedala s tresočim glasom. Gasilec Luka si je nadel negorljivo obleko in si na glavo poveznil čelado. Potem je vzel zaščitne rokavice in skupaj z lisico Lino skočil v gasilski avtomobil. Prižgal je sireno in utripajoče luči, potem pa zdrvel po Hruškovi ulici. Na desno, na gozdno pot, ga je usmerjala lisica Lina. Kaj kmalu sta zagledala dim, potem pa še ogenj, ki se je širil na vse strani. Živali so ga poskušale pogasiti z drevesnimi vejami, a zaman. Gasilec Luka je ustavil gasilski avtomobil. Razvite cevi, je ukazal. Ko je bilo vse pripravljeno za gašenje, je lisici Lini ukazal, naj odpre vodo. In vodni curki so se pognali med ognjene zublje, ki so neusmiljeno oblizovali krošnje dreves. Vsa gmajnica bo zgorela, je pomislila prestrašena zajčica Zalika, ko je opazila, da se ogenj približuje njeni kočici. Iz jasli je hitro vzela svojega bolnega zajčka Zdravka in stekla na varno. Potem pa se je nenadoma spomnila. Zdravila, ponje moram, in je brez pomisleka stekla nazaj proti svoji kočici. Gasilec Luka je ravno gasil pred veveričjo kočico, ko je zaslišal prestrašeni glas. Na pomoč, na pomoč, na pomoč, je na vse grlo kričala zajčica Zalika. Gasilec Luka je gašenje prepustil medvedu Marku, sam pa odhitel na pomoč zajčici. Zaradi gorečega drevesa, ki je padlo prav pred vhod njene kočice, ni mogla iz nje. Puf, je počilo, ko se je gasilec Luka približal vrtni ograji. Poskusil je pogasiti plamene, a je bil ogenj močnejši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč, je kričala zajčica Zalika. Zaskrbljeni gasilec Luka je še naprej poskušal priti do njene kočice. Ogenj pa se je hitro širil in dim je postajal vse gostejši. Obupano se je oziral okrog sebe, potem pa je nekaj zaslišal. Poznam varno pot do njene hišice, poznam, je kolikor se je dalo glasno kričala miška Mališka. Gasilec Luka je zagotovo ne bi niti slišal, niti opazil, če se ne bi ustavil prav tam, kjer se je. Semkaj, mu je s tačko pokazala miška Mališka. In gasilec Luka je sledil, vse dokler nista pritekla do skrivnega rova. Po tem rovu sem z njenega vrta in shrambe odnašala zelje in korenje za moje številne otročičke, je prestrašeno priznala miška Mališka. Toda gasilec Luka se ni menil za njene besede. Hitro je stekel po rovu, miška Mališka pa za njim. Po številnih pacih in preprekah sta končno prisopihala do zajčje kočice.
Ta je bila že prenapolnjena z gostim dimom. Tamle je vzkliknila miška Mališka, ko je opazila zajčico Zaliko, ki je povsem onemogla ležala na tleh. Dihaj, 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 jo je spodbujal gasilec Luka. Krpico potrebujeva, se je spomnila miška Mališka in je hitro eno našla ter jo pomočila v orehovo lupinico, v kateri je bilo na srečo še nekaj vode, ter jo zajčici Zaliki ovila okrog smrčka in ust. Zdaj pa ven, je ukazal gasilec Luka, ko je zajčica Zalika spet odprla oči. In so stekli proti izhodu, kolikor hitro se je dalo. Uspelo nam je vzkliknila miška Mališka, ko je zajčica Zalika zunaj globoko zajela gozdni zrak. Zdaj pa ti pokažem še skrivne rove, ki vodijo do drugih kočic, je vzkliknila miška. Presenečeni gasilec Luka se ni obotavljal. Z miškino pomočjo je iz kočic pogumno reševal vse, ki so bili tam ujeti. Šele po dolgem času je živalim uspelo ukrotiti požar. Takoj zatem je na gozd legla presunljiva tišina. Slišati je bilo le pokanje ožganih drevesnih vej, nemočne živali pa so zrle v strašno razdejanje. Ob sveči sem bral, potem pa zaspal, je v tišino zarezal obžalujoč glas medveda Marka. Jaz pa sem po skrivnih rovih odnašala vašo hrano za moje številne mladiče, je s tresočim glasom priznala tudi miška Mališka. A živali so bile zazrte v lastne misli. Kajti to, kar se je zgodilo medvedu Marku, bi se lahko zgodilo vsakomur izmed njih. Na miško Mališko pa se živali tudi niso jezile, saj so se mnoge rešile prav zaradi skrivnih rovov, ki jih je izkopala. In tako se je zgodilo. Življenje v gozdu za Hruškovo ulico se je nekega dne kljub velikanskemu razdejanju in škodi vrnilo v ustaljeni gozdni red. Zgradili so nove hišice in nove podzemne rove. Shrambe in vrtovi so bili spet polni najokusnejše hrane. In kar je najpomembneje, živali so se naučile, kako ravnati v primeru požara in kako zagotoviti, da do njega sploh ne pride. Šele potem so spet lahko mirno spale in brezskrbno sanjale svoje gozdno obarvane sanje. Preden se potopiš v sladke sanje, naj ti povem, kaj lahko storiš, da ne pride do požara. Nikoli, ampak res nikoli se ne igraj z ognjem. Vžigalice ali gorilnik uporabljaj le ob prisotnosti odraslih. Prižgane sveče naj ne ostanejo brez nadzora in naj ne bodo v bližini predmetov, ki lahko zagorijo. Enako velja tudi za likalnik in ostale naprave, ki oddajajo toploto. Kadar kuhaš, ostani pri štedilniku. Gorečega olja nikoli ne gasiš z vodo, ampak z uporabo pokrovke ali mokre krpe. Na prostem lahko zakuriš ogenj le v prisotnosti odraslih. Ne igraj se z lepili, laki, razredčili in čistili, lahko povzročijo eksplozijo. Kaj lahko storiš, če izbruhne požar? Zapusti mesto požara in odidi na prosto. Pokliči številko 112 in povej, kdo si, kje gori, kaj gori, kako velik je požar, ali je zaradi požara kdo ogrožen, ljudje ali morda živali. Kadar se ti vname obleka, se povaljaj po tleh, da zadušiš ogenj. Kadar zaradi gostega dima ne moreš hitro zapustiti mesta požara, se plazi po tleh, kjer je več zraka. Dim se zadržuje pod stropom. Kadar pride do požara v zaprtem prostoru, znaki za evakuacijsko pot označujejo smer zasilnega izhoda. V primeru požara ali drugih nesreč pokliči številko 112. Tako, pravljico smo prebrali, nekaj napotkov v primeru požara tudi spoznali. Zdaj pa je čas, da zaprete oči
Z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.